Bilo je 26. oktobra 2024, ko je Amanda Gallagher zadnjič izdihnila v grozljivi nesreči pri padalstvu. Če se sprašujete, ni šlo za okvaro padala, strašljiv sunek vetra ali celo slab pristanek. Uspešno je izstopila iz letala in bila dejansko varno na tleh. Zvezna uprava za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu preiskujeta njeno smrt. Kaj se je zgodilo z Amando Gallagher? Amanda je bila fotografinja iz Kansasa, ki je letela z letali, da bi fotografirala padalce, nato pa se je vrnila na tla, da bi jih posnela še ob pristanku. Toda tistega dne je Amanda iz razlogov, ki jih nihče zares ne razume, stopila pred krilo letala. Nato je stopila korak nazaj, medtem ko je obrnila svoj fotoaparat proti nebu in v grozljivi nočni mori jo je medtem, ko je letalo še vedno delovalo, posrkalo v propeler. Pojdimo od slabega k še slabšemu, ko si ogledamo najslabše padalske nesreče leta 2024. Kot vedno je priporočena diskretnost gledalcev. Začnemo z Liamom Newmanom, 25-letnim moškim, ki je bil zaljubljen v svobodo neba. Visoko nad tlemi je oboževal vznemirjenje letenja skozi nebo in je v tem športu užival skupaj s svojim očetom, Brettom, ki se je ponašal s približno 30 leti izkušenj. Liam se je rodil v Taupu, vendar se je njegova družina leta 2000 preselila v Avstralijo. Ena stvar se pri njegovem očetu ni spremenila in to je bila njegova ljubezen do padalstva. In to je oblikovalo nekatere izmed Liamovih najzgodnejših spominov. Včasih je z roba opazoval očetov pristanek po skoku. Liam je bil takrat premlad, da bi se lahko pridružil pri skoku, vendar to njega in očeta ni ustavilo, da ne bi poskušala simulirati skoka. Iz kavča v dnevni sobi sta se pretvarjala, da v tandemu skačeta s padalom in v tem trenutku je njegova mama vedela, da bo eden od njenih otrok nedvomno šel po moževi poti. Tandemski skok s padalom je, ko dve osebi skupaj skočita iz letala in sta ves čas skoka privezani ena na drugo. Tandemski skok s padalom je dobra možnost za začetnike, saj omogoča ljudem brez licence, da izkusijo skok s padalom, medtem ko so privezani na izkušenega inštruktorja. Kot začetnik boste od skoka do pristanka privezani na licenciranega in izkušenega padalca. Ko je bil Liam star 5 let, je njegov oče Brett pridobil posebno dovoljenje, da je svojega sina vzel s seboj na enega od svojih tandemskih skokov s padalom. In to je bil prvi izmed mnogih skokov s padalom, na katere sta se oče in sin podala skupaj. Brett je bil inštruktor tandemskih skokov s padalom, kar je le še povečalo Liamovo zanimanje za padalstvo. Kot otrok ga je imel povsod okoli sebe. Njegova mama tega ni marala in je poskušala sina odvrniti od tega športa, saj ni mogla prenesti misli, da sta dve najpomembnejši osebi v njenem življenju zaljubljeni v nebo. A malo je lahko storila, da bi spremenila Liamovo odločitev, saj je sledil očetovim stopinjam. Liam se je trdo trudil, da bi dobil dovoljenje za samostojno letenje. Učili so ga najboljši inštruktorji, poleg tega pa je delal tudi v očetovem podjetju za popravilo opreme za padalstvo. Njegovo trdo delo se je končno obrestovalo, saj je leta 2022 dobil dovoljenje za samostojno letenje, le leto kasneje pa je dobil službo kot inštruktor padalstva v centru iFly Brisbane Indoor Skydiving. Brett je imel za sabo približno 15.000 skokov. Liam pa je bil na poti, da to številko preseže. V samo 2 letih je opravil več kot 600 skokov in ni kazal nobenih znakov upočasnjevanja. Vendar pa 27. avgusta 2024 stvari niso šle povsem po načrtih. Liam je sodeloval na 5-dnevnem taboru veščin na Funny Farmu, skupaj z več 100 izkušenimi padalci. Dogodek na prostem je potekal v Taraveri, podeželskem kraju v Queenslandu, v Avstraliji. Bil je torek in Liam je bil zelo navdušen, da bo skočil s padalom. Zanj in za njegovega očeta je bil družinski ritual, da sta tik pred skokom spila skodelico kave in se pogovorila o dnevu. Enako se je zgodilo tistega jutra in Liam je bil precej vznemirjen zaradi skoka. S svojim očetom je razpravljal o tem, kako zelo si še vedno želi izboljšati svoje padalske veščine. Vse je potekalo v redu in nekaj minut po 8 uri zjutraj sta on in še 4 skočili iz letala, pripravljeni skupaj osvojiti nebo. Njegov oče, Brett in še ena skupina so bili tik za njim, ko je skočil. Spust je bil popoln in vse je potekalo gladko. Sredi poti je obrnil svoj padalo, da bi se pripravil na pristanek in vse je potekalo popolno.
Vendar je Liam v zadnjih 6 do 9 metrih pri pripravi na pristanek napačno ocenil razdaljo. Popravil je svoj pristop in pri tem napačno ocenil zavoj. Obrnil se je v levo, da bi poskušal popraviti zavoj, vendar je močno udaril s telesom ob tla. To je šokiralo Bretta, ki se je spuščal tik za Liamom. V svojem življenju padalca je videl že veliko nesreč, vendar je bilo zadnje, kar je tistega jutra pričakoval, da bo videl svojega sina, kako strmoglavi tik pod njim. Pohitel je na pomoč Liamu in ostal ob njem, dokler ni prva pomoč prispela. Liamove poškodbe so bile prehude, da bi jih lahko oskrbeli reševalci. Reševalci so uredili, da so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Zaradi podeželske lokacije je helikopter potreboval nekaj časa, da je prispel, kar je še dodatno otežilo, da bi Liam takoj prejel zdravniško pomoč. Trajalo je nekaj časa, preden je helikopter prispel, in po približno 2 urah je Liam zaradi poškodb umrl okoli 10 ure zjutraj. Naslednji je Terry Gardner. Terry Gardner ni bil noben začetnik, ko je šlo za padalstvo. Pri 73 letih je imel za sabo že več tisoč skokov. Njegova starost pa ga ni ovirala, da bi se izgubil v privlačnem objemu neba. Samo avgusta 2022 je prejel priznanje za dosežek, ker je opravil svoj 7000. skok. Živel je življenje na polno, organiziral je skoke in jih vodil. Mislili bi, da bi mu leta lahko predstavljala oviro, vendar Terry ni bil običajen dedek. Bil je tako spreten v tem, kar je počel, da ni le učil ljudi padalstva, ampak jih je tudi zaljubil v nebo. V sredo, 31. januarja, so se Terry in 3 drugi izkušeni padalci odločili opraviti več skokov v Eloju, ki je približno 15 milj od kraja, kjer je Terry živel. Okoli poldneva tistega dne so opravili 2 skoka in so se pravkar pripravljali na 3. skok. Vendar so se odločili, da bodo za ta skok poskusili nekaj novega in izvedli formacijski skok. Tako, kot že ime pove, gre za vrsto padalskega manevra, pri katerem več padalcev skoči skupaj v določeni formaciji in se običajno držijo drug drugega tako, da se primejo za okončine. Ta formacijski skok je bil izveden na višini približno 14.000 čevljev. Formacijski skoki so kompleksen manever, ki zahteva, da se padalci usklajujejo v zraku, kar terja veliko spretnosti in natančnosti. Skočili so iz letala in začeli drseti drug proti drugemu, da bi oblikovali formacijo. Vendar je tik preden je bila formacija dokončana, Terry odprl svoj padalo za lažji manever, a se njegovo glavno padalo ni popolnoma odprlo, da bi upočasnilo njegov spust. Med padalstvom tako strokovnjaki kot začetniki uporabljajo 2 padali, glavno in rezervno padalo. Rezervno padalo se odpre, kadar narediš napako med letom, ali te morda ujame turbulenca, ali pa se zaletiš v nekaj v zraku, ali v skrajnem primeru, če tvoje glavno padalo ne deluje pravilno. Tako je bil v tem primeru, ko se Terryjevo glavno padalo ni popolnoma odprlo, naslednja možnost njegovo rezervno padalo. Toda tudi njegovo rezervno padalo se ni odprlo. Ker se mu nista odprli obe padali, se Terry ni mogel pridružiti svoji skupini v formaciji in je hitro padal proti tlom pod vplivom gravitacije. Ko je Terry strmoglavil, so člani njegove skupine lahko le nemočno opazovali, saj niso bili dovolj blizu, da bi mu pomagali. Močan udarec je njegovo skupino spodbudil, da so poklicali gasilce na pomoč, vendar je bil zaradi resnosti njegovih poškodb Terry prepeljan v bolnišnico Casa Grande Banner. Nažalost je Terry v bolnišnici podlegel poškodbam. Terry je izgubil življenje, ko je počel tisto, kar je imel najraje. Tragično je bila Terryjeva smrt že drugi incident povezan s padalstvom v Eloju v kratkem času. Le 3 tedne prej, 14. januarja, je nesreča z balonom na vroč zrak prav tako povzročila več smrtnih žrtev. V nesreči so bili udeleženi pilot balonskih poletov Dropline in 4 potniki. Tik preden je balon naletel na težave, je iz gondole uspešno skočilo 8 padalcev. Žal so v nesreči življenje izgubili pilot in 3 potniki, medtem ko je bil še en potnik huje poškodovan. Nekdo, ki je bil prav tako globoko zaljubljen v čar neba, je bil Devry Luricia Chase. Devry je bil 28-letni inštruktor padalstva, ki je svoje delo zelo ljubil. Padalstvo za Devryja ni bilo le služba. To je bil njegov klic, strast, kateri se je popolnoma posvetil.
Kot večina inštruktorjev, ki so imeli radi svoje delo, je skušal vsakem svojem učencu pustiti del svoje ljubezni do tega športa. Njen mož Freddy, ki ga je spoznal leta 2018, je bil prav tako zaljubljen v padalstvo. To je bila skupna strast za oba. Freddy je rad dokumentiral svojo padalsko pot s svojimi več kot 400.000 sledilci na Instagramu. Devri pa je pri tem igrala veliko vlogo, saj je snemala njegove padalske skoke. Leta 2022 se je Devri odločila preseliti iz Maina v Kalifornijo, približno v istem času pa je dobila službo inštruktorice pri Skydive Paris. 28-letna Devri je še naprej širila ljubezen do tega športa in je bila odlična pri uvajanju drugih v padalstvo. Vse je bilo v redu, dokler ni bilo več. V petek, 2. avgusta 2024, je šla na skok s padalom kot vsak drug dan. Devri je to počela ves dan, skakala je en skok za drugim in delila svojo ljubezen do neba s tistimi, ki jih je trenirala. Ko se je pripravljala na svoj zadnji skok, se je rutina zdela znana in pomirjujoča. Na tem polju je pristala že 100-krat. S svojim padalom je z izurjeno lahkoto vodila proti odprti travi. In pri tem zadnjem skoku je bila v tandemu s svojo učenko, 28-letno Kylo Black. Ko sta se spuščali, se je pod njima razprostiral znani pogled na Skydive Paris, eno največjih in najbolj cenjenih območij za padalce na svetu. Nahaja se v Parizu v Kaliforniji in je kraj znan po popolnih pogojih za padalstvo, ki privablja ljudi z vsega sveta. Toda ta dan so nebesa skrivala skrito nevarnost. Ob tistem zadnjem spustu, ko je obrnila svoj padalo, da bi se poravnala za pristanek, je nekaj nenavadnega ujelo njen pogled. To je bila tista stvar, na katero izkušeni padalci vedno pazijo. Prašen vrak, eden tistih kratkotrajnih, a nevarnih vrtincev, ki nastanejo ob močni vročini. Prašen vrag nastane, ko se vroč zrak pri tleh hitro dvigne skozi hladnejši zrak nad njim, kar ustvari majhne, a močne vrtince, ki lahko predstavljajo resno nevarnost za padalce, saj lahko med letom zmotijo njihova padala. Za večino ljudi so ti prašni vragi neškodljivi, le vrtinčasti stebri zraka, ki so pogosto nevidni nad travo. Za padalce pa predstavljajo resno nevarnost, saj so nepredvidljivi in lahko smrtonosni. Predstavljajte si, da ste visoko na nebu in z lahkoto strokovnjaka upravljate svoje padalo. Potem pa se nenadoma pod vami pojavi skrit vrtinec. V trenutku se morate odločiti, kar lahko pomeni razliko med varnostjo in katastrofo. Nočete, da vas ujame med tem, ko ste v zraku. Takoj je reagirala in s spretnostjo strokovnjakinje vodila svoje padalo okoli njega. A ravno ko se je izognila prvemu prašnemu vrtincu, se je pojavil še en, kot da bi nastal iz nič. Ta se je zavrtinčil prav pod njo, neviden nad travo, in jo presenetil. V delčku sekunde je bilo Devrisino padalo potegnjeno v nenadzorovano vrtenje. Moč vrtinca je zavila njeno padalo in kljub njenim izkušnjam ni bilo mogoče rešiti situacije. Ona in Kayla sta strmoglavili proti tlom. Ko sta trčili na polje blizu ceste Getz Road, so bili na kraj poslani namestniki šerifa okrožja Riverside, kjer so našli tako Devri kot Kaylo s hudimi poškodbami. Devri je bila v nezavesti, a je še vedno dihala, ko so ji nudili prvo pomoč. Okoli 14:30 so prispeli reševalci, da bi ju prepeljali v bolnišnico. Vendar so bile Devrine poškodbe zelo hude in trudili so se rešiti obe. Njeno življenje in Kaylino. Devrajin mož je prispel v bolnišnico ravno pravi čas, da je bil ob njej. Kmalu po njegovem prihodu so Devri razglasili za mrtvo v medicinskem centru Inland Valley. 2 dni kasneje, 4. avgusta, je umrla tudi Kayla v medicinskem centru Riverside University Health Systems, ob njej pa je bila njena družina. Po tej tragediji je Kaylina družina našla tolažbo v njeni odločitvi, da postane darovalka organov. Svojo nesebično daritvijo živi njena zapuščina naprej in drugim ponuja upanje ter nove začetke. Za Devrija in Kaylo je bilo padalstvo strast, ki jo je popeljala do višav navdušenja. Svoje življenje sta posvetila temu športu in na koncu sta oba našla mir, ko sta počela tisto, kar sta imela najraje. Padalci so športniki, ki so premagali svoje strahove in sprejeli svobodo letenja. Carolina Munoz Kennedy je ena takih oseb in padalstvo je videla kot nagrado zase. Carolina je praznovala 40. rojstni dan le 2 dni prej,
in odločena je bila, da bo ta mejnik proslavila na svoj neustrašen način, tako da počne tisto, kar ima najraje. 29. oktobra 2024 je dan preživela s padalstvom v Boituvi v Braziliji, kraju, ki je znan po idealnih pogojih in osupljivih razgledih. Skok za skokom je letela skozi nebo in delila navdušenje ter vznemirjenje, ki sta vedno poganjala njen pustolovski duh. Za Karolino, ki je v Čilu delala kot fizioterapeutka in kiropraktik, padalstvo ni bilo le hobi, temveč izraz njene strasti do življenja in izzivov, v katerih je uživala. Ta zadnji skok dneva naj bi bil veliki finale njenih prazničnih skokov. Do te točke je šlo vse gladko. Opravila je nešteto uspešnih skokov, vključno z več skoki istega dne, in bila je dobro izurjena padalka, ki je poznala tako tehnične zahteve kot tudi čustveno intenzivnost tega športa. Vendar pa so se stvari med njenim spustom nepričakovano obrnile. Ko je Karolina odprla svoj glavno padalo, je bilo nekaj narobe. Ni se pravilno odprlo. Nenadoma je začela padati hitreje, kot bi smela. Njena hitrost se je povečevala, medtem ko se je trudila ponovno pridobiti nadzor. Ostala je zbrana, delovala je po naučenem in hitro se je odločila, da preklopi na rezervno padalo. Toda vrvice rezervnega padala so se skoraj takoj po odprtju zapletle, kar jo je ujelo v hitro dezorientirajoče vrtenje. Priče na tleh so opazovale grozljiv prizor, zamrznjene od strahu, ko so jo videle, kako se nekontrolirano vrti po nebu. Stav so lahko opazovalci samo upali, da bo Karolina našla način, da se reši iz vrtečega padca. Njena postava pa je postajala majhna, panična pika na nebu. Na srce parajočem posnetku dogodka se je v zraku borila in za trenutek je videti, kot da je pridobila nekaj nadzora. A nato je njen padalo spremenilo smer in zaneslo jo je s poti proti bližnji cesti. V tistih zadnjih trenutkih je Karolina uspela izvesti nujni manever, da se je stabilizirala. Toda to ni bilo dovolj. Njeno telo je izginilo za krošnjami dreves, nato pa se je zaslišal udarec. Kljub silovitemu padcu se Karolina ni predala. Še vedno je dihala, ko je ležala tam, negibna na tleh. Tisti v bližini so pohiteli k njej, mnogi še vedno v šoku, medtem ko so hiteli poklicati reševalce. Prizor je bil poln tihe groze, ko so se mimoidoči zbrali okoli, negotovi, ali lahko storijo kaj več, kot le čakajo in upajo. Ko so prispeli reševalci, so takoj nudili pomoč Karolini. Hitro so jo pregledali in skušali stabilizirati njeno stanje. Takoj so jo prepeljali v bližnjo bolnišnico, vendar so bile njene poškodbe, kljub vsem naporom, prehude. Kmalu po prihodu v zdravstveni center je umrla. Njena smrt je med tistimi, ki so bili priča tragediji, pustila globok občutek izgube. Naslednji je 36-letni Gregory Coates. Gregory je imel rad tako gore kot nebo. Bil je prebivalec majhne skupnosti, ki je bila umeščena v gorsko pokrajino Kolorada, in ga je privlačilo vznemirjenje ter svoboda, ki jo je ponujalo padarstvo. Popoldne, 29. oktobra 2024, se je Gregory odpravil na še en skok, poln adrenalina. Tokrat se je pridružil podjetju Mile High Skydiving, ki ima sedež blizu občinskega letališča Vance Brand v Longmontu, za skok v krilnem kombinezonu. Skok v krilnem kombinezonu je skok, ki ga izvajamo v posebnem kombinezonu, ki padalcem omogoča, da jadrajo skozi zrak kot ptice. Krilni kombinezoni so običajno povezani z mrežo, da ustvarijo večji vzgon, kar tudi podaljša čas v zraku, saj letalec jadra, namesto da bi samo prosto padel. Ta kombinezon pomaga upočasniti spuščanje, zaradi česar lahko skakalci manevrirajo v zraku, preden odprejo svoje padalo. Okoli 15:22 je Gregory skočil iz letala visoko nad Longmontom, z namenom, da bi poletel skozi odprt zrak, preden bi odprl svoje padalo za varen pristanek. Vendar se njegovo glavno padalo kmalu po izstopu iz letala ni odprlo. Pri letenju v krilnem kombinezonu so padala ključnega pomena za varno upočasnitev spuščanja, še posebej, ko se padalec približuje tlom. Pri letenju v krilnem kombinezonu je lahko že manjša okvara katastrofalna, saj krilni kombinezoni zahtevajo večjo natančnost pri nadzoru spuščanja. Ko je ugotovil okvaro, je Gregory hitro ocenil svoje možnosti in prešel na rezervno padalo v zadnjem poskusu, da bi se stabiliziral in varno pristal. Toda tudi rezervno padalo je odpovedalo, zato je ostal v prostem padu.
Gregori je poskušal ohraniti nadzor, medtem ko je padal v svoji krilni obleki. Toda brez delujočega padala spuščanja ni bilo mogoče ustaviti. Očividci na tleh v bližini križišča Nelsonove ceste in Grandview Meadows Drive so lahko le z grozo opazovali, kako se je vrtinčil proti tlom. Ker ni imel več časa ali možnosti, je Gregor močno padel na odprto polje južno od Vance Brand Municipal Airport. Predstavljajte si, da opazujete stal in vidite padalca, ki se nenadoma bori sredi zraka. Srce vam začne hitreje biti, ko se zavedate, da je šlo nekaj narobe. Priče v bližini so poklicale 911 reševalne ekipe, pa so kmalu zatem prispele na kraj dogodka. Čeprav so reševalci hitro prišli do njega, niso mogli storiti ničesar, da bi spremenili izid. Gregory je umrl. Poklicali so urad mrliškega oglednika okrožja Boulder, da potrdi Coatsovo identiteto, in novica o njegovi smrti se je hitro razširila ter povzročila valove žalosti in šoka tako v lokalni kot tudi v padalski skupnosti. Za Gregorija je bilo padalstvo način, da se osvobodi in raziskuje meje letenja. A dogodki tistega dne so vrgli tragično senco na njegovo pustolovsko zapuščino. Tragična smrt Gregorija Coatsa je sprožila tudi resna vprašanja o varnostnih protokolih in zanesljivosti opreme pri podjetju Mile High Skydiving, ki je izvajalo njegov skok. Podjetje Mile High Skydiving, ki je bilo ustanovljeno v bližini Longmonta, že leta ponuja padalske izkušnje, vendar se je po več nesrečah znašlo tudi pod drobnogledom javnosti. Dejansko je smrt Coatsa že 5. smrtna žrtev povezana s podjetjem od leta 2018, kar je v lokalni skupnosti vzbudilo zaskrbljenost glede varnostnih standardov. Med smrtnimi žrtvami je 23-letni moški, ki je umrl pri skoku z Mile High leta 2018. Tandemski skok leta 2008, ki je terjal življenje tako inštruktorja kot učenca, ter incident iz leta 2021, v katerem je umrl 26-letni samostojni padalec iz Boulderja. Tudi kadar je varnost na prvem mestu, vedno pričakujte nepričakovano. In to še posebej velja za Joseja de Alencarja Limo Jr. Jose ni bil neznanec nebu. Pri 49 letih je več kot 2 desetletji preživel v vznemirljivem svetu padalstva. Jose, rojen v Braziliji, ki se je preselil v Nemčijo, je bil spoštovan inštruktor padalstva ter izkušen veteran padalske pehotne brigade brazilske vojske. Njegova ljubezen do adrenalinskih pustolovščin ga je vodila skozi nešteto skokov, kjer je učencem in prijateljem pomagal doživeti vznemirjenje in obvladovanje padalstva. Ko pa se je vrnil v Brazilijo na obisk k družini, je za to priložnost načrtoval nekaj nekoliko drugačnega. Poskus speedflya v slikoviti, a zahtevni pokrajini Pedra Bonita v São Conradu, 3. novembra 2024. Pečine Pedra Bonita so nudile popolno kuliso, znane pa so po osupljivih razgledih in priljubljenosti med ljubitelji avantur. Speedflying je šport, ki združuje adrenalin padalstva z nadzorom jadralnega padalstva ter zahteva natančnost in izkušnje. Za Joseja je bil to naraven napredek, način, da svojo izkušnjo usmeri v nekaj novega in vznemirljivega. Ko se je tiste jasne nedeljske jutro pripravljal na skok, je bil Jose v svojem elementu. Gozdovi, skalnate pečine in odprto nebo so ustvarjali kraj, ki ga je Jose rad raziskoval. Znano je bilo, da je bil Jose pustolovskega duha, zato namesto običajne rampe za vzlet izbere razgibano stezo, ki vodi naravnost do roba pečine. To je bila premišljeno tveganje, ki jih je že prej sprejel, a so zahtevala popolno zbranost in nadzor. S pripravljenim padalom je Jose začel teči proti robu pečine. Ko se je približal robu, mu je nenadoma noga obstala v skriti luknji, zaradi česar je spotaknil. Njegovo padalo, ki se je komaj odprlo, ni imelo možnosti, da bi se popolnoma razprlo in ga stabiliziralo. Takoj je bil izstreljen v nenadzorovan padec in izgubil dragocene sekunde, da bi ponovno vzpostavil ravnotežje. Priče so v šoku opazovale, kako se je Jose boril, njegovo telo se je vrtinčilo in padalo po pobočju pečine ter izginilo v gosto gozdnato območje spodaj. Srhljiv videoposnetek je ujel ta srce parajoč trenutek in prikazal, kako je izkušen inštruktor popolnoma prepuščen na milost in nemilost strmemu prepadu. Njegov pristanek, skoraj 250 metrov nižje, je bil grob in na skalnatem, težko dostopnem območju, a reševalci so hiteli, da bi ga dosegli. Ure dolgo so reševalne ekipe preiskovale pečine in končno našle Josejevo truplo.
Ob trku je utrpel smrtne poškodbe. Tisti, ki so ga najbolje poznali, so se Joseja kasneje spominjali kot nekoga, ki je življenje sprejemal z odprtimi rokami, z avanturističnim duhom in neomajno voljo. Njegov tragični padec se je zgodil le mesec dni potem, ko je druga nesreča pri padalstvu v Braziliji vzela življenje Carolini Muñoz Kennedy. Večina ljudi vidi padalstvo kot šport z visokim tveganjem, vendar je bila leta 2023 smrtnost pri padalstvu 0,27 na 100 tisoč. In za popolnoma usposobljene padalce je povprečna stopnja poškodb 0,20, 5 poškodb na 1000 skokov oziroma 1 na 4000. Torej, kaj praviš? Si pripravljen doživeti vznemirjenje v zraku? Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Postani pogumen in živi pogumno.